Pozdravljeni! Danes pregovorimo nekaj o človeku, ki je kot mlad otrok kazal zanimanje za veliko stvari in si je zelo želel postati slikar. Toda postal je vodja Nemcev. Ljudje so v njem videli božjega odposlanca. Ljudi je popeljal ven iz hude gospodarske krize, vse do zmagovitega osvajanja po Evropi. Njegovo ime je bilo Adolf Hitler. Edina stvar potrebna za zmago zla je, da dobri ljudje ne naredijo nič. Hitler je bil rojen leta 1889 v Avstro-Ogrski. Njegov oče Alois Schicklgruber je delal kot nižji uradnik na avstrijskih uradih. Prav tako pa se je večkrat poročil in imel več otrok. Nazadnje sa svojo sestrično Klaro, s katero je imel 4 otroke. Vendar so 3 umrli, samo Adolf je preživel, ki pa ga je Klara zelo razvajala. Veliko so se selili in tudi Adolfov oče je počasi zapadal v alkohol, zaradi česar je bil nasilen in razdražljiv. Večinoma je tepel najstarejšega sina, toda ko je imel 14 let, je imel dovolj in je pobegnil od doma. Nato pa je na vrsto prišel Adolf. Prav zaradi tega ni imel dobrega odnosa z očetom, ampak na svojo mamo je bil zelo navezan. V šoli je imel dobre ocene in učitelji so ga hvalili in verjeli, da bo postal uspešen človek. Tudi sa svojimi vrstniki se je odlično razumel, tudi ko je začel odraščati, je začel postajati težaven. Trpinčil je svojo učiteljico in postal je zelo ekstremističen. Vendar najbolj ga je pretreslo to, da je pri 10 letih, ko je umrl njegov 6-letni brat zaradi rdečk, na brata je bil zelo navezan. Ljudje so tudi opazili, da se Adolf čudno obnaša. Pogovarjal se je z drevesi in strmel v zvezde. Prav zaradi tega so mu tudi padle ocene v šoli in oče ga je spet pretepal. Tudi kasneje v šoli je padel nekaj razredov in ljudje so mislili, da ne bo naredil nič iz svojega življenja. Ampak vseeno, v tem času je začel slikati in risati, pri čemer je bil dejansko dober in ustvarjalen. Toda oče mu je svetoval, naj postane visok državni uradnik, toda Adolf mu je rekel, da bi raje postal umetnik. Potem, ko je bil star 18 let, je končal šolo. Zanimalo ga je veliko stvari in imel je velik dar govorništva. Toda vpisal se je na Dunajsko umetniško šolo, kjer so ga zavrnili, ker po njihovem mnenju ni bil dovolj nadarjen. Svetovali so mu, naj raje postane arhitekt. Kasneje, ko je prišel domov, je njegova mama hudo zbolela. Zelo je zanimivo tudi to, da je Hitlerjevo mamo zdravil judovski zdravnik, ki je Hitlerjevi mami prinašal zdravila in plačila velikokrat ni zahteval. Adolf mu je rekel, da mu bo večno hvaležen. Vendar je mama kljub zdravljenju umrla. Adolfu se je prav zaradi tega podrl svet. Prav zaradi tega je odšel na Dunaj, kjer se je razglasil za poklicnega umetnika. Vendar je brez podpore staršev hitro končal na ulici in je velikokrat spal na klopeh ali pod mostom. Preživljal se je le tako, da je prodajal razglednice. Toda ravno v času, ko je živel na Dunaju, se je oblikovalo njegovo veliko sovraštvo do Judov in zanimanje za skrajno desno politiko. Leta 1913 se je preselil v Nemčijo. Ker se je hotel izogniti vojaškemu roku, je 1 leto živel na ulici. Toda le 1 leto kasneje je izbruhnila Prva svetovna vojna in se je pridružil vojski, kar mu je dalo smisel v življenju. Vojaki so mu dali prijateljstvo in bratstvo. Kljub grozoti Prve svetovne vojne je menil, da je bil to zanj najboljši del življenja. Bil je pogumen vojak, saj je bil nagrajen z železnim križcem. Tudi poškodovala ga je topovska granata in kasneje, 1 mesec pred koncem vojne, še plin, zaradi česar je začasno oslepel. V bolnišnici tudi izve, da je Nemčija izgubila vojno. Pogoji mirovne pogodbe so bili strogi. Nemčija je morala plačati celotno vojno odškodnino in imela je lahko le 100.000 vojakov, zaradi česar so Hitlerja odpustili iz vojske. Toda ker so videli potencial v njem, so ga poslali v Hunit. Hitler je nalogo sprejel, ker je bil prepričan, da so vsega krivi Židi in komunisti. Pridružil se je srečanju različnim političnim strankam. Naletel je tudi na nemško delavsko stranko, ki pa v resnici ni bila komunistična, ampak zelo skrajno desna, kjer je Hitler zaradi svojega govorništva hitro lezel po lestvici. Kasneje tudi stranko preimenuje v nacionalno-socialistično nemško delavsko stranko in na rdeči zastavi doda še svastiko. Hitler je ljudem obljubljal, da bo ljudem dal nemško slavo nazaj, da se ne bo držal Versajske pogodbe in da bo vse etnične Nemce spravil v eno državo.
Prav tako pa je zagovarjal, da bodo vsi državljani le Nemci, ostali ne bodo imeli državljanskih pravic. Seveda je Hitler svoje govore začel govoriti predvsem v gostilnah in ker si je želel biti varen, je ustanovil tudi paravojaško skupino imenovano SA, ki bodo pretepali ljudi. Bili so oblečeni v rjave uniforme, ustrahovali in pretepali so predvsem komuniste in Jude. Vse, ki so bili proti Hitlerju. Tudi veliko nekdanjih vojakov se je pridružilo tej paravojaški skupini. Na vrhuncu so imeli kar 6 milijonov pripadnikov. Seveda Hitler ni imel veliko možnosti za uspeh. Njegova stranka ni bila preveč priljubljena, dokler ni Francija okupirala Porenja kot vojno odškodnino. Nemška vlada je začela tiskati še več denarja, kar je povzročilo, da je denar izgubil vrednost. Vse to je Hitlerja navdihnilo, da je leta 1923 naredil državni udar. Tudi je spodletel. Toda ker je na sodišču naredil res dober govor, se je sodnikom prikupil. Obsodili so ga na 2 leti zapora, tudi zaradi vzornega vedenja je odsedel le 9 mesecev. V zaporu je tudi začel pisati knjigo Moj boj. Hitler je tako začel pridobivati na prepoznavnosti. Na volitvah leta 1928 je sicer dobil le 2,6% glasov, toda nova gospodarska kriza je ljudi še bolj razdelila na leve in desne. Še posebej zaradi tega, ker so Američani Nemcem posodili ogromno denarja, ki pa so ga zaradi borznega zloma hoteli nazaj. Tako je 6 milijonov Nemcev postalo brezposelnih. In ravno to je Hitlerja popeljalo na oblast. Nekateri so bili rasisti, nekateri so hoteli nazaj službe in nekateri so ga volili zaradi priljubljenosti. Že leta 1932 so postali največja stranka v parlamentu. Hitler je hotel postati predsednik, toda je izgubil, zato je dobil vlogo kanclerja. Vendar so se ga nekateri politiki takrat že zelo bali. Zato so mu odvzeli veliko politično moč. Hitler je postal 30. januarja kancler, toda ni bil še diktator, kakor je hotel. Toda na njegovo srečo je nemški parlament pogorel. Obtožili so komuniste, da so oni storili to. Zato so dali ukiniti vse komunistične stranke in jih preganjali. In njihove člane pošiljali v koncentracijska taborišča. Prvo taborišče je bilo Dachau. Leta 1934 je umrl tudi Hindenburg, nemški predsednik. Nemške stranke so hotele volitve za predsednika, vendar so nacisti sprejeli zakon, da se bo delo predsednika in kanclerja združilo v eno vlogo. Nemške stranke niso naredile nič, saj so se bale nacistične paravojaške skupine in nemških taborišč. Zato so Hitlerju tudi dovolili tak zakon. Težava je sedaj v tem, da hoče vodja SA organizacije Ernest Röhm SA spremeniti v stalno nemško vojsko, česar Hitler ni hotel, saj bi SA imel preveliko moč. Poleg tega pa jih Hitler sedaj ni potreboval, saj so SA ustanovili iz pijanskih nasilnežev in takih Hitler sedaj ni potreboval. Zato so 1. julija 1934 nacisti z novo paravojaško skupino imenovano SS ubili vodje SA, mnogo novinarjev in političnih nasprotnikov. To operacijo so poimenovali Noč dolgih nožev. Vojska je sedaj brezpogojno prisegla Hitlerju, da mu bodo sledili in zanj umrli. Takrat so Hitlerja prvič nazivali z nazivom Führer, kar pomeni vodja vseh Nemcev. Septembra 1935 je Hitler podpisal Nuremberške zakone, s katerim je Židom odvzel državljanske in človekove pravice. Židi so tako postali bolj enakovredni psu kot pa človeku. Če so ga oropali, ropa ni moral prijaviti, saj se ga ni toleriralo kot človeka. Prav zaradi tega so nacisti leta 1938 sprostili akcijo Neciviliziran, zaradi česar se je zgodila kristalna noč. Ogromno Židov je izgubilo svoje življenje, razbili so jim trgovine in požgali sinagoge. V naslednjih 5 letih je nemška vojska zavzela večji del Evrope. Na srečo se je vojna sreča po letu 1943 obrnila. Prva uporaba plina za poboj Židov se je zgodila 8. decembra 1941 na Poljskem. Že leta 1942 so se nemški fanatični nacisti, med njimi Adolf Eichmann in general Heydrich, izmislili način, kako izvesti sistematični pokol nad vsemi Židi v Evropi. Program so poimenovali Končna rešitev.
Ta program vsebuje odrede smrti, medicinske eksperimente in taborišča smrti. Kljub temu, da so se zavezniki izkrcali leta 1944 v Normandiji, je Hitler svojim enotam ukazal, naj pospešijo deportiranje in pobijanje Židov. 30. aprila 1945 Hitler v svojem glavnem bunkerju ugotovi, da je vojno izgubil. Za svojo ženo Evo Braun naredi samomor. Druga svetovna vojna je bila največji spopad v zgodovini človeštva. Umrlo je več kot 60 milijonov ljudi, 22 milijonov je umrlo vojakov in 40 milijonov civilistov. Pobitih je bilo tudi 7 milijonov Židov in več kot 1,5 milijona otrok. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.